Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni, dober dan voščim in dobrodošli. Sliko smo na celjski nogometni areni, kjer bomo spremljali obračun zadnjega 36. kola slovenskega državnega nogometnega prvenstva med Celjem in Koprom. Dobra podaja, priložnost za Celje. Tule je priložnost, to da ni zaključnega strela, vendarle ni še prepozno in tu je zadetek. Celjani že v 4. minuti vodijo z 1-0, strelec pa Ester Sokler. Njegov 3. gol v tem prvenstvu. Že v 4. minuti so torej Celjani prišli do vodstva, ki so si ga tako želeli pred tole tekmo. Dobra akcija Celja. Makov podaja navzven in Jozinovič podaja v kazenski prostor, tole je priložnost. Pa znova Goberec. Goberec pošilja žogo v kazenski prostor. Na pravem mestu, dobro pozicioniran Matjaž Rozman. Benedičič, dobra podaja, tole je lahko priložnost za Celjane. Strel mimo vrat. Žužek skozi sredino, pa žoga na bok. Dobra podaja, tule je lahko priložnost, Mulah Husejnović gol! Koprčani so izenačili v 43. minuti, Nardin Mulah Husejnović, 14. zadetek v tem prvenstvu. In v tem trenutku so zopet Koprčani tisti, ki ohranjajo. Benedičič pri žogi, podal jo bo v kazenski prostor. Dobra podaja, kar strel proti vratom, trese se prečka. Makov na rob kazenskega prostora, tole je priložnost, Vekić in prečka. Rozman je ubranil. Lepa žoga zdaj do Kerina, Kerin v kazenski prostor. Celjani ne pridejo do strela, zdaj priložnost, 11-metrovka. 11-metrovka za Celje v 85. minuti in rdeč karton za Jozinovića. Rdeč karton za Jozinovića. 5. minuta, ali bo to trenutek odločitve? Prodiral je Advan. Poglejmo še enkrat. Božič strelja. Božič, gol! Celje vodi 2-1, natančno je Božič izvedel tole 11-metrovko. Adam je krenil v pravo smer, Celjani so tik pred rešitvijo. Ja, pomembna zmaga, enako kot so bile tudi prejšnje zmage. Seveda na koncu smo se pripeljali v situacijo, da smo lahko odločali sami v svoji usodi. To smo si želeli, do tega smo prišli, verjeli, da bomo zmagali in smo na koncu tudi zasluženo zmagali.